Dober dan, dragi gledalci in gledalke. Tudi danes vas s kamermanom v Božji potni cerkvi na Čemšeniku. Cerkev je posvečena Marijinemu vnebovzetju. Prvič je bila omenjena že 1184. leta. Zidana je bila v 13. stoletju, pozneje pa večkrat predelana. Posvečena je bila 1815. leta. Sedaj se pa posvetimo razmišljanju, medtem ko nas bodo spremljale slike iz te cerkve. Pri današnjem razmišljanju se bomo ustavili pri Abrahamovih vnukih, Izakovih sinovih Ezavu in Jakobu. Ezav in Jakob sta bila dvojčka. Ezav je bil rojen prej in zato starejši. Na Madagaskarju pa je tisti od dvojčkov, ki je bil rojen zadnji, starejši, ker je on prinesel s seboj posteljico. Razmišljali bomo ob naslednjem odlomku iz Svetega pisma. Ko je nekoč Jakob skuhal jed, je prišel Ezav ves onemogel s polja. Ezav je rekel Jakobu: daj mi, da pogoltnem malo rdečega, tega rdečega, ker ti ves onemogel sem. Jakob je rekel: prej mi prodaj svojo pravico prvorojenstva. Ezav je rekel: vidiš, da umiram, čemu mi bo prvorojenstvo? Jakob je rekel: prej mi prisezi. In mu je prisegal in prodal pravico prvorojenstva Jakobu. Jakob je potem Ezavu dal kruha in kuhane leče. Jedel je in pil, nato pa vstal in odšel. Tako malo je Ezav cenil pravico prvorojenstva, pravi svetopismo v prvi Mojzesovi knjigi. Iz berila ste že zaslutili, kako pomembno je bilo pri Judih biti najstarejši in s tem imeti prvenstvo. Ezav je prodal svoje prvenstvo Jakobu. Poznavalci pravijo, da pri Ezavu ni šlo za hudo lakoto, pač pa poželenje, že kar strast, da bi jedel lečo, ki jo je videl na bratovi mizi. Pozabil je na lestvico vrednot, da je namreč prvenstvo večja vrednota kot trenutna sla po hrani. Na Madagaskarju se je to velikokrat čutilo in sem s časom ugotovil, da tudi njihovo vsakodnevno življenje sloni na prvenstvu. Za prvenstvo se na Madagaskarju niso borili samo posamezniki, ampak tudi plemena. Pleme, ki je prvo prišlo na določen teritorij, je imelo prednost izbirati boljše zemljišče za obdelavo. To je bil glavni razlog skoraj neprekinjenih bitk med plemeni, dokler niso leta 1895 prišli Francozi. Hvala Bogu, da so prišli Francozi, sicer bi se med seboj pobili, mi je reklo nekaj odraslih mož. Na Madagaskarju je najstarejši sin po očetovi smrti prevzel njegovo mesto v družini in plemenu. Če pa ni imel potomstva, potem je prvenstvo pripadalo mlajšemu bratu. Za urejanje katerekoli stvari so se ljudje obračali nanj. Starost v letih je izgubila svojo veljavo. Z enim stavkom se vrnimo na začetek našega razmišljanja. Ezav ni cenil prvenstva, ki ga je imel v družini. To vrednoto je prodal za neprimerno manjšo skodelico leče. O vrednotah bi se lahko pogovarjali ure in ure. Pri še tako zmernih sogovornikih bi se mnenja kresala, da bi se vse izkrilo. Nismo enotni, kaj je za koga vrednota in katere so večje, katere manjše. Pri nekaterih je prestiž večja vrednota od lastnega otroka, ki ga splavi. Nanizal bom nekaj vrednot, ki jih po moji sodbi večinoma vsi priznamo. Življenje je posebna vrednota. Že vegetativno življenje je nekaj lepega, ampak človeku življenje pomeni veliko več. Življenje se zavedamo in smo zanj odgovorni. Življenje nam je podarjeno, da ga tudi mi podarjamo naprej. Živeti pomeni, da skupaj oblikujemo svet, v katerem se nahajamo.
Malgaši imajo dve besedi, fjejnena, kjer gre za vegetativno življenje, in ajna, življenje, ki ga mati med nosečnostjo podari svojemu dojenčku. Druga vrednota je komunikacija, zelo dragocena. Človek kot družbeno bitje jo nujno potrebuje. Toda, kolikor več imamo komunikacijskih sredstev, toliko bolj se med seboj oddaljujemo in si celo sosedje postajamo tuji. Saj si lahko dopisujemo po elektronski pošti, pogovarjamo po telefonu, televizija in radio nam prinašajo novice iz najbolj oddaljenih kotičkov sveta. Nobena od teh ne da človeku, kar pričakuje, če ni komunikacije od srca do srca. Naslednja vrednota je pripadnost prijateljem, družini, župniji, cerkvi, narodu in tako dalje. To je osnova za človeka dostojno življenje. Ob praznikih je največ samomorov. Taki ljudje se počutijo osamljene, češ da ne pripadajo nikamor. Na Madagaskarju je bila najhujša kazen, če so nekoga izobčili iz klana. Tak človek je bil, čeprav živ, kakor mrtev. Nihče mu ni smel dati vode ali ognja, nihče se ni smel z njim pogovarjati, niti pomagati v bolezni, niti iti na pogreb kakšnega njegovega bližnjega sorodnika. Četrta vrednota je svoboda, ki še zdaleč ni liberalizem. Svoboda je v tem, da svoje naravne nagone vzamem v svoje roke in z njimi upravljam. Enako je z javnim mnenjem. Prav je, da vem, kakšno mnenje kroži v javnosti. Vendar, če hočem biti svoboden, se mu ne smem podrediti, ampak do njega zavzeti lastno stališče. Redko pomislimo, da so ljubezen in žrtvovanje za drugega, za sočloveka in družino vrednote. Hvala Bogu, da se kljub temu še vedno srečujemo z ljudmi, ki jim je v veselje žrtvovanje za drugega. Najlažje bi jih našli, če bi se sprehodili med različnimi poklici, kot so zdravstveni delavci in tako naprej. Trajnost zakonske zveze pri tej vrednoti ne gre samo za vprašanje zvestobe določenega para, moškega in ženske. Poleg zakoncev so v igri namreč tudi otroci. Če so starša ločena, otrokom ne preostane drugega, kot da to dejstvo sprejmejo. Če bi pa starša naprej živela v slogi in bi ob praznikih, godovih, otroci lahko obiskali oba istočasno, bi bilo za njih ne samo bolj razveseljivo, ampak tudi globlje doživeto. Takrat vsakdo začuti toplino, ljubezen, razumevanje. Spolnost je vrednota, ki pospešuje ljubezen med zakoncema. Sam se ne strinjam z načinom, kako so nas vzgajali, ko sem bil še otrok. Ampak, če bi mi danes nekdo dal na izbiro med današnjim gledanjem na spolnost in iz moje mladosti, bi se odločil za tisto iz mladosti. Mir je splošno iskana vrednota. Začne se najprej pri vsakem posamezniku. V vseh življenjskih situacijah, ne samo v primeru vrednot, nas mora voditi upanje, ki izhaja iz vere v Boga. Bog je na strani živih in mrtvih. Bog nam bo vedno pomagal, čeprav ne vsakokrat tako, kot bi radi mi. To sem v svoji življenjski izkušnji velikokrat začutil. Kaj lepšega naj vam zaželim in se od vas poslovim, kot z željo, da bi čim bolj doživeli vrednote, ki ste si jih izbrali za življenjske.